Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Važno, da je fajn vibe. Šarec, prvi zedinitelj, spet navdušuje. Tokrat je poskrbel za fajn vibe pri ministrski ekipi, kar ni ušlo ostremu očesu asistentke europoslanca Vajgla, ki je ugotovila, da so, pazite, ponosni na svojega šefa. Skrajševanje čakalnih vrst, zmanjševanje revščine, mogoče celo uresničevanje ustavnih odločb, kje pa. Važno, da se imajo fajn in da so ponosni. Kot pes na kost. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali klinc pa tak proračun. Kakšen bo letošnji proračun po rebalansu in kakšen bi glede na mednarodne in domače razmere moral biti? Ali je letošnji proračun po rebalansu ustrezen in kaj lahko od njega pričakujemo navadni smrtniki, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema. Magistrom Ivanom Simičem in Markom Pavlišičem. Toplo pozdravljena. Pozdravljeni. Dobro večer. Ivan, Marko, je pri vama tudi tako fajn vibe kot v Šarčevi ministrski ekipi? Ja, kolikor se narediš, tako imaš. Ne bom komentiral tega tvita. Oni najbolj vejo, oziroma ona najbolj ve, kaj s tem mislila. Ampak jaz pravim, da vsak mora se ozreti, kako je pri njemu in jaz se trudim, da je pri meni v podjetju vse lepo in da se imamo fajn. Super. Marko? Prejšnji teden sem lepo bil na smučanju, bil je fajn vibe, fajn smo se imeli, veliko smo smučali, veliko taroka, ostale podrobnosti pa ne bi. Ja, zdaj, bom jaz povedal. Še tisti dan, ko ste imeli slabo vreme, si raje objavil fotko od prejšnjega dne, ko je bilo lepo vreme. Tako da, veš tisto, merili so v srce in zadeli. Ampak okej, ti prvošmo, ker si fejst fant in ker imaš dobre komentarje v naši oddaji. Marko, tebe bi najprej vprašal, ti si bil poslanec v Državnem zboru. A je res tak problem narediti rebalans proračuna, da ni bilo to možno narediti lani in so ga naredili letos komaj zdaj, ko ga ti pogledaš, a se ti zdi, da je to res bilo tako težavno delo, da se je koalicija morala vzeti 4 mesece časa za kaj tazga? Zdaj, roka na srce, tak proračun oziroma rebalans, kot so ga pripravili, bi lahko naredili tudi konec lanskega leta. To je pač copy-paste, malo povečaš cifre za nek procent in to daš ven. Je pa najboljša ocena, da kar gospod Marjan Šarec, predsednik vlade, sam v odgovoru na poslansko vprašanje, mislim, da je bilo v torek ta teden, ko so ga vprašali, ko je lepo povedal, da so vsa ministrstva želela dobiti več in da večina je tudi dobila več. Da zdaj bojo morali pa res trdo zavihati rokave, da bojo za ta denar pač nekaj pametnega naredili, nekaj, da bomo imeli tudi državljani od tega. Z drugimi besedami, če dobro poslušamo, je Šarec povedal, da so jim denar odobrili oziroma več denarja odobrili, ne da bi vedeli zakaj. In da se bojo zdaj morali ministrstva ukvarjati s tem, kaj ne s tem denarjem počnejo, da bo iz tega neki splen. In to je v bistvu najboljša ocena tega proračuna. Veliko se niso naprezali, niso delali na konkretnih projektih, niso povedali nič konkretnega. Povedali so, da so dali več, ne vem, za šolstvo, za pokojnine, za raziskave, kar se pač lepo sliši in je logično, da boš se s tem pohvalil. Ampak da je pa karkoli konkretnega naredili, da bi pa povedali, kaj bomo državljani imeli od tega, da bi vedeli, da bi lahko, bo rekel ministra za Kravatelc primal, a ste to naredili ali ne za več denarja, tega pač ni in to je sam priznal. Ja, to je po mojem inovativno, veš, to je tako, kot če pišeš Dedku Mrazu, pa sam znesek ne vedeš, nekaj bi rad dobil, pa dobiš darilo in potem se sprašuješ, kaj bi s tem. Ampak Ivan, ti, ko si bil direktor davčne uprave, si sodeloval pri kakšnem rebalansu proračuna, ste vi tudi kot direktor davčne uprave si verjetno doživel kakšen rebalans proračuna, kako je to takrat pri tebi izgledalo? To je toliko daleč nazaj, da se ne spomnim. Se ne spomniš? Ne, glej, sigurno, ko se je pripravljal proračun, ampak to je predvsem naloga ministrstva za finance oziroma oddelka, ki dela na proračunu. Mi smo pač tiste svoje postavke postavili, kaj smo si želeli, ker zmer imaš najprej željo, potem pa tisto, kaj se uresniči. Jaz sem se zmer zavzemal, da finančna uprava dobi več denarja, kajti ona je bila edini organ, ki praktično pobira ali pa zbira velike količine denarja. In na tem stališču sem še danes, da bi finančna uprava morala dobiti več sredstev, da bi bila bolj modernizirana, čeprav je danes že zelo modernizirana, da bi predvsem delala veliko na izobraževanju in tako naprej. Tako da
Tukaj je več kontaktov za proračun nisem imel, tako pa, kad je že povedal kolega, ta proračun sestavlja včasih dobiško, da bi sestavljali Lego kocke, ne, tukaj bomo malo dali, tukaj bomo malo vzeli, če bo šlo, če ne bo šlo, ne bo šlo. Povišali so ga zdaj, kot vidim, za enih 460 milijonov. Jaz sem tudi delal primerjavo, čist me je zanimalo, predvsem odhodkovno stran, koliko je bilo leta 2007 odhodkov in koliko je odhodkov po tem rebalansu, torej razlika je 2 milijardi. Torej 2 milijardi danes porabimo več, kot smo porabili leta 2007, ne vem, kaj se je v tem času zgodilo. Nekaj je sigurno šlo na večje število zaposlenih, nekaj je šlo na določene investicije, ampak jaz bi predvsem želel, da sedaj, ko smo v nekem času velike gospodarske rasti, da bi se tudi kar kaj sredstev privrčevalo. Torej tisto, kar me je zelo bodlo, je bilo nenehno govora, bom rekel, nekaterih strank, ki so sedaj na oblasti, zakaj Janševa vlada takrat ni prevrčevala več sredstev, ki je imela možnosti. Ne? Zdaj tukaj tudi jaz ne vidim kakšnega velikega vrčevanja, ampak vidim predvsem poklanjanje sredstev. Ja, dajmo si zdaj bolj natančno pogledati. Ne? Imamo eno tabelo pripravljeno, takole zgleda to, kar si ti zdaj, Ivan, v bistvu na nek način načel, to temo. Ne? Proračunski odhodki v evrih, ne? Po rebalansu proračuna leta 2007, skupaj 8 milijard pa še neki, predlog rebalansa za 2019, 2 milijarde in 100 milijonov, tako kot si rekel, plače in drugi izdatki zaposlenim so bili pred 11 leti oziroma 12 892 milijonov, zdaj so pa milijardo 117 tisoč. In vidimo tudi razliko med sprejet proračun za letos in rebalansom, vse postavki obe se kar povišujete. Ne? Zdaj bi vaju pa takole vprašal. Mi v Sloveniji smo imeli veliko debato par let nazaj glede zapisa fiskalnega pravila v ustavo. Ne? In posledica tega je bila ustanovitev tudi tako imenovanega fiskalnega sveta, ki bi naj bedel pač nad to fiskalno politiko, spoštovanjem tega pravila. In kot vidimo, ne, imeli smo za primerjavo proračun leta 2007, se pravi zadnje leto pred krizo, zdaj imamo proračun leta 2019, verjetno tudi zadnje leto pred krizo. In kaj se nam dogaja? Zadnje leto pred krizo fiskalni svet opozarja, da bodo odhodki 270 milijonov višji, kot pa jih dovoljuje fiskalno pravilo. Kako zdaj vi da to komentirate? Jaz mislim, da je ocena fiskalnega sveta tukaj pravilna. Ne? V bistvu se moramo vprašati, zakaj je sploh potrebno fiskalno pravilo. Fiskalno pravilo je potrebno zato, ker v času krize najbolj nastradajo najbolj ranljivi. Skratka, to nastradajo najbolj delavci, ki imajo nizke plače in potem zaradi izgube poslov izgubijo službo. Oni najbolj nastradajo in zato se širom Evrope so se sprejela fiskalna pravila z namenom, da bi vlade delovale proticiklično. Da bi takrat, kadar je kriza, vlade ne toliko zategovale pas in takrat, ko so leta dobrih krav, da vlada ne bi dodatno prilivala olje na ogenj in še dvigala porabo. Ne? Zdaj, ali se to pri nas dogaja? Žal je ocena, da se ne. Ti, Marko, misliš, da vladi Marjana Šarca ni nihče tega povedal, pa ministru Bertonclju za finance, ali kako, da oni tega ne vedo? Po mojem vedo, samo, težko je delati težke ukrepe. Če imaš polno malo denarja, je lažje zapravljati. A bi bilo sploh treba kakšen težki ukrep narediti, kot smo videli. Če se štejemo sprijeti proračun za letos in rebalans proračuna, se je glede na predvidene odhodke za lani, v proračunu za lani, so se ti povešali za milijardo 100 milijonov. Ja, pa se je Marjan Šarec lepo povedal, da ne vejo, kaj bo s tem denarjem počeli, za kar so povišali proračun. Ampak milijardo 100 je velika številka za Slovenijo in za slovenski proračun. To je koliko? 10%. To je več kot 10%. Ja, recimo. To je drugi tir. Drugi tir bi lahko zgradili brez da dvigamo takse, brez da se zadolžujemo, brez da iščemo evropski denar, brez da uvajamo Madžare. Na ključ, tako. Evo ga. Še verjetno bi popusta malo dobili. Pa še za Karavanke bi verjetno ostali. Ker tisk, ki bi zgradil drugi tir za milijardo 100, bi še Karavanke komod zgradil za ta denar. Ivan, kaj ti praviš recimo na to? Ti si davčni človek, navajen si, da moraš gospodariti tako pri sebi doma kot v firmi, svetuješ ljudem, kako pač pravilno gospodariti svojim denarjem in zadnje leto debelih krav, recimo, če malo špekuliramo in gremo 270 milijonov čez dovoljeno porabo v skladu s fiskalnim pravilom, namesto da bi šparali, tako kot tisti Murn za hude čase. Torej, če čisto gledamo zdaj malo vse, kar se dogaja zadnje tedne, torej, karkoli bodo
pripravili v proračunu, to bo sprejeto, kajti oni so zelo taktično, torej prej, ko sem poslušal, zakaj niso proračun sprejeli lani in tako naprej. Mogoče je bilo več težav, kot je sedaj. Torej čakali so na, bom rekel, zelo visoko popularnost ali pa sprejemljivost vlade strani volivcev ali pa tisti, ki so sodelovali v anketah. Šarec je pač trenutno najbolj popularen politik, s Pahorjem se izmenjuje, odvisno kdo dela anketo in to je pravi trenutek, ko so vsi zadovoljni z vlado, da gre z nekim proračunom, ker si pač lahko dovoliš postavke, ki ti ustrezajo. Vsakemu daš nekaj več, čeprav je spravno, če so do zdaj lahko delali z nižjimi postavkami, bi lahko tudi sedaj delali in bi lahko brez večjih težav. Veste, kako je včasih, ki ti delaš, rečeš v redu, prišparali bomo 10%, odrezali bomo 10% pri vsakemu in bi imeli tisto milijardo za tir. Zdaj meni bo nekdo rekel, da pač gledam stvari preveč enostavno, ampak te zadeve se dajo tako urediti, kajti kaj se bo zgodilo, ko bo prišla kriza, ko ne bo več toliko sredstva, potem bodo pa lahko preživeli. Tako da škoda, da niso sedaj znali varčevati. Mogoče bodo se na koncu leta pohvalili, da so kljub temu, da so planirali več, da so porabili manj. Tudi to je lahko ena taktična poteza za naslednje leto. Tako da počakamo, pustimo se presenetiti, kaj se bo zgodilo. Jaz pa sam pričakujem, da bo vse to pripeljalo vsem nam dober servis države in to je to. Ja, ampak to, kar je Marko omenil, se pravi te najbolj ranljive skupine, ki so najbolj na udaru v času krize, to je v bistvu zelo tako dvolična ta neka politika vlade. Se pravi, zdaj imajo vsi na ustih upokojence, brezposelne, tiste, ki živijo pod pragom revščine, ampak v resnici s takim proračunom, kot je zdaj predlagan, jih pehajo samo še v hujši položaj, takoj, ko se bo gospodarski cikl obrnil. Jaz to prav razumem. Bistvo je v tem, da ko ti nekomu govoriš, da skrbiš za njega, da mu bo boljše in tako naprej, on to sliši. Ko ti delaš proračun, ki je tako zakompliciran, on tega ne vidi in ne razume. In to pomeni, dokler bo pa nekdo razumel, dokler bo nekdo dojel, da je zaradi tega imel, ne vem, nižje dohodke ali pa da zaradi tega, ker ima više dohodke ali pa više prejemke, je izgubil neke socialne transfere, kar se je zgodilo pri zvišanju minimalne plače. Takrat bo dojel, ampak takrat mu boš dal pač novo kost, s katero se bo ukvarjal in bo spet pozabil. Torej, zmeraj se bo živelo v nekem upanju iz danes na jutri. In to je tisto, kar je težava nas ali pa tistih, ki razumemo določene zadeve, vemo, do česa bo pripeljalo, potem se sam še nasmeješ in pusti zadeve pri miru in čakaš, da ljudje to dojamejo, ampak ljudje mi včasih delujejo preveč naivni, ki verjamejo vsemu tistemu, kaj se jim pove in potem normalno. Politiki ni težko v takem okolju napredovati. Ampak dobro, Marko, kako zdaj ljudem razloži, da je za njih slabo, če bo država več porabila? Rekli smo, imamo to fiskalno pravilo v ustavi, pravila igre so jasna, se pravi, leto samih presežkov se načrtuje v bistvu za letošnje leto in gremo 270 milijonov čez to, kar bi lahko porabili. Država bi definitivno morala delovati proticiklično, je pa res hudič, da takrat varčevati takrat, ko imaš polne kašče, je res težko. Ampak se ne bi bilo treba varčevati, sam bili bi na tem, na čemer smo že zdaj, pa bi že izpolnili te cilje. Ja, ampak veš, ko imaš veliko, tudi apetiti zrastejo, zdaj recimo, ko bo prišel ta proračun v državni zbor, bo vsak poslanec imel željo za svoj pločnik, za svoje luči, za svoje ceste, za svoj nov asfalt in bo pač ta proračun se še malo napihnil. Tako da v takem vzdušju, ko je vsega dovolj, ko vse gre dobro, je res težko delovati proticiklično. Ne nazadnje, tudi načrtuje zdaj 1% novih zaposlitev v javnem sektorju, pri čemer gospodarstvo jamra, da nima dovolj kadrov na voljo. Delo je, delavcev ni. Ja, država zdaj tukaj konkurira podjetjem za delavce. Zdaj bi država morala se tukaj enostavno umakniti nazaj, morda še zmanjšati število zaposlenih, da bi te dobili delo v podjetjih, ker še vedno v času krize, ko bo prišlo do odpuščanja, še vedno do sedaj je, bi takrat lahko recimo država potem jih nekaj nazaj zaposlila in s tem ublažila posledice krize. Vendar dela ravno kontra. Ali pa sprostiti trg dela za tuje delavce. Enako je pri gradnji. Recimo trenutno gradnje so kar v zagonu, gradi se nova tovarna, gradijo se stanovanja in tako dalje in država gradi še drugi tir in karavanški tunel.
Hilda Tovšak je spet na prostosti, evo, vidiš, in tako je gradnja gre gor. Recimo, ne? In tukaj bi lahko država tudi delovala proticiklično in recimo prepustila drugi tir morda nekim zasebnim investitorjem. Zdaj sem mislil, da boš rekel spet zaprla Hilda Tovšak, ampak okay, no, morda prepustila nekim zasebnim investitorjem drugi tir, ne? Ker ne nazadnje denar je danes na trgu poceni in verjetno se bi najdel kdo, da bi ta visoko dobičkonosen projekt financiral s svojim denarjem in tudi bi tukaj prišparali, ne vem, dodatnih 500 milijonov ali pa milijardo, s katero bi spet lahko znižali javni dolg. Ker tukaj se moramo zavedati ene zadeve. Pred prejšnjo krizo smo imeli nižje davke, imeli smo nižji DDV, imeli smo nižjo dohodnino, dohodninski razredi se niso zdaj 4 leta že uskladili z inflacijo, ne? Zvišal se davek od dohodka pravnih oseb. Skratka, in teh ukrepov v naslednji krizi več ne bomo mogli izrabiti, zato ker pač je pametna vlada Mira Cerarja in Marjana Šarca noče DDV vrniti na protikrizno raven. Evo, zdaj si nam zelo črnogledo sliko naredil, ampak tako je prav, mi nalijemo ljudem čistega vina, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem proračuna. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Ivan Simič in Marko Pavlišič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj vlada Marjana Šarca načrtuje rekordno visoko porabo v zadnjem letu pred gospodarsko krizo, ki sledi. Ivan, da te zdaj tako vprašam, da bojo naši gledalke in gledalci razumeli. Na konkretne primere enega človeka, recimo mene, nisem dobil 2 novih otrok, nisem zgradil nove hiše, zakaj se mi je potem poraba družinska tako povečala? Mogoče si zamenjal avto. Ok. Ja, meni, če zdaj to spravo na proračun, torej zakaj je večja poraba? Verjetno zaradi tega, ker so videli, da bodo večji prihodki in so pač to razporedili, da bo manjša razlika med prihodki in odhodki, kajti če bi bila razlika namesto tistih, koliko je par 100 milijonov, če bi bila še več, bi bilo prelepo in bi se potem nekdo vprašal, zdaj pa je treba zmanjšati davke, ker je bila normalna prava reakcija ljudi in ker smo pri davkih, spet ne vemo, kaj bo. Predsednik vlade je zadnjič govoril o zvišanju davkov, minister za gospodarstvo je pa meni, da pred nekaj trenutki govoril na srečanju Združenja menedžerjev, da bodo davke znižali. To pomeni, zdaj ne vem, predvidevam, da nista usklajena ali pa se je mogoče kaj zgodilo in bomo res dobili znižane davke na podlagi te visokih prihodkov. Mogoče bojo pa delali oboje hkrati, veš, pač en bo vlekel na eno stran, drug pa na drugo. Ja, edin, če bo to mogoče rekla, da tisti, ki je govoril o zvišanju davkov, je govoril o zvišanju obdavčitve kapitala, on, ki je govoril po znižanju stroškov dela. Marko, vprašanje zate. Zdaj, celo Delo, se pravi časopis v lasti kolektorja Stojana Petriča, opozarja, da to, kar počne vlada, ni najboljše. Imamo en tweet pripravljen na to temo, kjer njihov pač ta gospodarski novinar, tisti, ki pokriva gospodarstvo, ne vem, bomo to zdaj videli, bomo videli, evo ga. Miha Jenko piše, v času, ko gre gospodarski cikl navzdol, bi vlada zvišala letošnjo proračunsko porabo za skoraj 0,5 milijarde, ne? Zdaj, kako je zdaj s tem, Marko? Zdaj vsi neki govorimo o tem, kriza bo prišla, kriza je neminovna, gospodarski cikl gre navzdol, nemško gospodarstvo se ohlaja in tako naprej, Brexit je pred nami, slabšajo se odnosi ZDA, ne vem, s Turčijo, z Rusijo, s Kitajsko, itd. Mi pa načrtujemo za 0,5 milijarde višjo porabo, od 0,5 milijarde višje porabe, ki smo jo glede na lansko leto že prej načrtovali. Ne? A to misliš, da je zdaj posledica nekaj, pač bi rekel, začetniških napak te vlade, ker veliko nekih staroselcev, ki bi se spoznali na finance v tej vladi ni, če smo iskreni, recimo bila je Mateja Vraničar-Erman, pa so se hitro zahvalili za sodelovanje ali čemu drugemu. Ali res misliš, da enostavno se počutijo tako udobno v svoji koži, da ne razmišljajo o tem, kaj bo jutri? Mislim, da je gospod Simič kar dobro zadev, da zdaj, če
pač tega ne bi uspeli zapraviti oziroma spraviti med odhodke proračuna, potem bi se začele pojavljati neke čudne ideje o znižanju davkov in tako dalje. Ne? Zdaj, znižanje davkov politiki ponavadi nikoli ni všeč, enostavno iz tega razloga, ker potem imajo manj denarja, s katerim upravljajo. In če izbiraš med več denarja pa manj denarja, ne, je logično, da bojo izbrali več denarja. Ne? Tako da tukaj ni nekega presenečenja. Ko bo kriza, bo še večji pritisk na znižanje davkov, pa takrat pa res tega ne bojo mogli storiti. Ampak sej kriza ne bo neko doletela gospoda Marjana Šarca, kriza ne bo doletela gospoda finančnega ministra, katerega imena se ne spomnim. Bertonclja. Ja, kriza ne bo njih prizadela. To je že zaskrbljujoče, da se ti ne spomniš imena. Tudi če bo slučajno se spet recimo prišlo do nekega plačne kompresije, ne, se to pozna potem recimo 4%, noben pa zaradi tega recimo ne bo izgubil službo, ne, ker nekih 10% ali pa 15% nižjo plačo se da preživeti, ni enostavno se pa da, ne, izguba službe je pa vseeno malo večji problem in to je tisto, kar v krizi najbolj doleti, ne. Zdaj, kje mislijo to milijardo zapraviti, mi pa v resnici ni jasno, ne, ker državljani se moramo tukaj vprašati, ne, koliko so krajše čakalne vrste zaradi te dodatne milijarde oziroma od leta 2007 2 milijard. Ne? Koliko so krajše čakalne vrste, koliko manj lukenj je na cesti. Ne? Jaz mislim, te ceste, po katerih se jaz vozim, imajo čedalje več lukenj, ne čedalje manj. Koliko tirov imamo do Kopra? Ne? Koliko tirov imamo do Kopra, koliko, ne vem, in podobna vprašanja. Pa so na avtocesti, ja. Ja, v bistvu, ne vem, to je res zanimivo vprašanje. Kam bo šel ta denar? Kdo se naj bi po tvoje, Ivan, najbolj veselil zdaj te večje porabe? So to upokojenci, zaposleni v državni upravi, sindikati, ne vem, državni sekretarji v vladi Marjana Šarca, ki jih je rekordno veliko, ne, 37 ali koliko? Torej, koliko sem pogledal ta, bom rekel, proračun, menino ministrstvo za finance bo dobilo po rebalansu manj, vsi ostali bodo dobili več, pomeni, da so že tukaj razporedili, za plače bo šlo tudi kar nekaj več denarja in mislim, da se bo ta milijarda hitro porabila. Torej, ni nikoli problem porabiti nekaj, kar imaš. In po drugi strani pa morali tudi paziti. Najbolj zanimivo bo konec leta gledati, če bo nekdo, bom rekel, varčen čez leto, kaj bo konec leta, ko bo moral porabiti tista sredstva. In bomo potem imeli spet mogoče še nakupe, ki so nepotrebne. Zaradi tega jaz pravim, da bi morali oni ta proračun narediti z, bom rekel, večjim presežkom, da bi imeli neko rezervo, mogoče odplačati kakšen kredit s tem denarjem. Kajti, če gledamo po zadnjih podatkih, je 29 milijard, imamo kredita 63% BDP-ja. Če bi vsako leto vrnili 1 milijardo, kar je nemogoče, bi vračali 30 let. Pomeni, da če čisto razmišljamo po ZKP-ju, torej zdravi kmečki pameti, tega kredita ne bomo nikoli odplačali. In v tem je, bom rekel, cela zgodba, namesto da bi se šli varčevati, odplačevalo kreditov, torej ta posila, ki jih imamo. Pred kratkim smo slišali, da smo se ponovno zadolžili. Če gremo gledati proračun, vidimo zadolžitev toliko, vračilo toliko, tako da... Ampak recimo pri 1,1 milijardo večji porabi kot lansko leto. Ne? Ja. Se pravi, lansko leto, letošnjo leto, zmeraj se vračam na to vprašanje, nič takega se ni v resnici zgodilo, da bi človek rekel, ok, moramo za toliko povečati porabo. Zakaj recimo se ni zgodilo to vas zdaj sprašujem, da bi recimo dali 500 milijonov v zdravstvo, ali pa 500 milijonov v izobraževanje, ali pa 500 milijonov v zagon, ne vem, novih podjetij ali v gospodarstvo, kamorkoli. Skratka, da bi na nek način, da bi se res pokazali, da je tu nek močna intenca, da se neko področje ali uredi ali izboljša, dvigne na višji nivo. Zdaj pa že 3 se o tem pogovarjamo, že pol ure, pa še zdaj ne vemo, kam bo v bistvu šla ta 1,1 milijarda. Poleg teh opcij, ki si jih navedel, je morda še ena zanimiva. Zakaj ne bi 500 milijonov manj pobrali, ne? Ljudem in podjetjem in pustili, da sami investirajo. Pustili jim več 500 milijonov, da sami s tem razpolagajo. Jaz si upam tukaj trditi, da vsak državljan Slovenije... Pa bi še vedno lahko za 500 milijonov dvignili porabo. Tako, da poprečen državljan Slovenije in poprečen podjetnik v Sloveniji bolje investira in bolje obrača svoj denar kot predsednik vlade oziroma finančni minister. Katerega imena se ne spomniš. Gospod Bertoncelj, zdaj sem se že naučil. Bi pa morda tukaj dal še eno cifro, zraven se spomnim. Prva je, 800 milijonov damo mi za obresti našega dolga na leto. In tudi to ni zanemrljiva cifra. 800 milijonov v 2 letih imamo
preplačan zlati tir, ne? Oziroma drugi tir, kakorkoli mu že rečemo. Ne? Zdaj, če bi mi pospešeno, recimo v nekem daljšem obdobju, 10-15 let, ta dolg znižali na nič, potem teh 800 milijonov ostaja, zato da gradimo nove vrtce, zaposlujemo nove učiteljice, obnavljamo zdravstvene domove in tako dalje. Zdaj, ker pa smo za to zadolženi, mislim, da v glavnem v tujini, pač ta denar gre za obresti in bančniki so veseli. Ne? Zdaj, druga cifra, ki bi omenil, je pa, da se glede na lansko porabo zmanjšuje subvencije v javne zavode oziroma in se povečujejo subvencije v zasebna podjetja. Ne? Zdaj, tako da z malo šale bi lahko rekli, da se bo del te milijarde, ali koliko že je, ne, tudi prelil v zasebne, oziroma da bo prihvatiziran, če temu lepo rečemo. Ne? Ja. Ivan, zakaj recimo po tvojem gospodarstvo bolj agresivno ne zahteva znižanja davkov na predkrizno raven, ker očitno, saj potem kakšen proračun načrtuje vlada, ne pričakuje nobene krize, zgleda, da vsi gospodarski kazalci so več kot ugodni, gre nam super duper fajn in zakaj potem ne bi vrnili davkov na predkrizno raven? Zakaj misliš, da gospodarstvo v bistvu nekaj protestira, ampak da bi pa prav resno zahtevalo od vlade, da potegne kakšne proticiklične poteze, kot pravi Marko, pa ne? Zato, ker si ne upajo, ker nimajo hrabrosti, ker so se enkrat nekateri izpostavili, pa so mogoče zaradi tega imeli določene težave, zaradi tega, ker gospodarstvo pričakuje, da bodo na njihova srečanja prišli predstavniki vlade. Ja, pa se pridejo, si rekel, prvi minister Počivalšek in je rekel, davke bomo znižali, ampak očitno ni seznanjen s tem, kaj pravi njegov šef. Imajo pa good vibe, smo videli na začetku, da dober vibe pa je. Ne? Ampak mogoče, če bi pa preveč napadal, pa mogoče kdo ne bi prišel. Ne? In zaradi tega grejo z neko določeno rezervo. Jaz sem o tem velikrat pisal, velikrat govoril, da so davki pri nas visoki, ampak če si osamljen in če samo o tem govoriš, ravno danes sem imel eno stranko, ki mi je nenehno govorila, ja pa moraš bolj izpostavljati, moraš se boriti, moraš delati za bodoče generacije, moraš delati za otroke in tako naprej. Sem rekel, ja lahko, ampak vsi ostali ste tiho, vsi ostali čakate, kaj se bo zgodilo in tako naprej. Ne? Veste kako je, ti če se začneš preveč izpostavljati, jaz tem nimam težav, da se izpostavljam. Izmene trdim, da moramo davke znižati, sploh je zdaj idealni trenutek, ampak po drugi strani pa politika začne nastopati in začne govoriti, ja, bogataši pobirajo denar, govorijo o nekem 1%, katerega mi v Sloveniji nimamo in potem moramo te bogate obdavčiti, kako ga vprašaš, kdo je bogat in kateri je to znesek, ti nihče ne zna povedati, ampak to je politično, se zelo lepo sliši in ljudje to zagrabijo, predvsem medije, kajti jaz, ki se pogovarjam z zavezanci, z preprostimi ljudmi in tako naprej, o njih kaj dosti to ne briga, vsak ima enako razmišljanje v glavi, ali zasluži 200 evrov, zasluži 500 ali 5000, kako bo plačal čim manj davka. Zdaj, če se vrnemo mogoče še na to vprašanje minimalne plače. Ne? Znamo razložiti ljudem, ki gledajo to oddajo, kako bi dosegli enake učinke ali pa boljše s tem, če bi znižala recimo dohodninsko lestvico, namesto da je vlada dvignila minimalno plačo in s tem številna podjetja postavila pred problem, kako bojo lahko zagotovili to višjo minimalno plačo svojim delavcem, posebej tista, kjer pač ne morejo te razlike v stroških dela vseh preliti v zvišanje cene storitve. Glej, ali sploh ni bilo potrebno, da bi posegla v dohodninsko lestvico, samo zvišali bi splošno olajšavo. 100 evrov bi bilo že dovolj. Ampak problem je te... Ampak dajmo naprej, kaj bi se pol zgodilo, če bi recimo vlada to storila, da bi parlament sprejel zakon, ki bi zvišal splošno olajšavo? Kaj bi se pol zgodilo? Bili bi nekoliko nižji prihodki v državni proračun, to je vse. Iz naslova dohodnine, ampak kaj bi se pa zgodilo s temi 100 evri, Marko, kaj bi ljudje s tem naredili? Bi dali to v štumf ali bi to porabili? Porabili bi, vlada bi del dobila to nazaj skozi DDV, tako da v končni efekt ne bi bil tak, kot zgleda na prvi pogled. Zakaj pa to boljše kot recimo dvig minimalne plače, kjer pa človek dobi zdaj višjo plačo, tisti, ki jo prejema minimalno vsak mesec? Problem minimalne plače je, da v bistvu podjetnik, ki izplačuje minimalno plačo, ima za to nek dober razlog in ponovadi je ta dober razlog to, da pač se na trgu orenk boli, je v takšni recimo panogi, kjer si večjih plač ne more privoščiti. Tisti, ki si jih lahko dvignejo to plače, kar je lepo pokazal gospod iz Škofje Loke prejšnji teden, kjer je se plače dvignil za 30%. In zdaj, če se ta lestvica dvigne še za klin više, z višjo minimalno plačo, so te ljudje v bistvu bliže temu, da bojo izgubili službo. Morda
morda danes to ni problem, ker se pač je novih zaposlitev relativno veliko na voljo, ne? Vendar, če se bo kriza pojavila, kot ti napoveduješ črnogleto naslednje leto, ne, pa bo to precej velik problem. Ne? Pa še nekaj pri minimalni plači vidimo, ima vpliv, ko se dvigne na neke storitve. Ne? Zdaj videli smo, podražili so se domovi za ostarele in tako naprej. Ne? V menzah pri fakultetah so dvignili ceno kosila. Oprosti, ampak jaz sem tukaj zgrožen nad tem, ko so pač te novice, da se zaradi minimalne plače potem podražijo domovi za upokojence, podražijo oskrbnine v vrtcih, ali imamo res bo rekel, toliko ljudi na minimalni plači. Ne? In to je ta naš ključen problem. Ja, zdaj jih imamo več, veš, ker so dvignili minimalno plačo. Tako, vsakim dvigom jih imamo več in to je tista groza. Mi bi morali kot država delati na tem, da bi bilo čim manj ljudi na minimalni plači. Čim manj, da bi tako. Omogočiti odlične pogoje dela, omogočiti, da prije več tujcev tukaj, da zaposlujejo, da dajo večje plače in tako naprej, da proizvodi ali pa storitve, ki jih upravljajo tisti, ki imajo zaposlene z minimalno plačo, da se kupijo po višji ceni, da lahko prodajo. Ker vsakdo, ki bi imel denar, bi tudi dal višjo plačo. Če pa ne moreš, če se moraš boriti na trgu, če moraš paziti, da bo z neko ceno prišel skozi in ko delaš pač, govorim zdaj proračune v zasebnih podjetjih, moraš videti, koliko boš dal za plače, koliko boš dal za nadaljni razvoj in koliko boš lahko na drugi strani zaslužil, da boš lahko sploh prišel skozi, da ne bo treba najeti nekega posojila in tako naprej. Ampak dajmo povedati še eno zadevo. Ne? Do leta 2014 mislim, da se je dohodninska lestvica vsako leto usklajevala z rastjo inflacije. Ne? Mejni razredi so se dvigali, medtem ko od takrat dalje so te, bo neko, nespremenjeni, ne, in so enaki in efektivno gledano ljudje plačujemo tudi dohodnine več, kot smo jo takrat. Ne. Tako da ni bil protikrizni ukrep samo dvig DDV-ja, bil je tudi v bistvu dvig dohodnine, sicer posredni dvig dohodkov od davka pravnih oseb. Davka na dohodek pravnih oseb. Da plačujemo dohodnine več, pa da plačujejo dohodnine več. Torej, ne plačujejo manj. No. Ker če bi se lestvica usklajevala, potem bi bilo nižje plačilo. Ampak plače so pa zrasle. Ne? Ja. Mislim, pa tudi stroški so zrasli, ker neka inflacija vseeno obstaja. Tako da tukaj bi bilo lepo, če bi rekel, to pač vrnili to staro navado nazaj. Ne? Mislim, da bi vsi od tega profitirali. Zdaj, če vaju prav razumem, mi tak financiramo to višjo porabo, ne? Nimamo pa praktično, kaj šele vpliva, niti ne vemo, kam gre ta višja poraba. Zdaj, če smem, ne, bi pa vseeno jaz tukaj malo bolj pozitivno pogledal, vseeno ta predlagan proračun, ki je, ima proračunski presežek. Ne. To je super, 0,4%. Ne. Mislim, da je treba tukaj čestitati za ta uspeh in da jih pohvaliti in jim, bo rekel, sugerirati, da naj nadaljujejo s tem početjem. Fajn bi bilo, če bi to počeli že prej, fajn bi bilo, če bi to počeli bolj intenzivno, ampak tudi to je nek uspeh in upam, da bojo s tem nadaljevali. Je pa res, ne, da takrat, ko smo imeli proračunski primanjkljaj, se je to gibalo okoli 4-3% BDP-ja. Ne. Zdaj, ko smo pa na nekem vrhuncu gospodarske aktivnosti, smo pa koliko, na 0,4 ali 0,7 BDP-ja na tem. Zato, da bi bil proračun nekako dolgoročno uravnotežen, bi morali biti pa to približno izenačeno. Se pravi, to, kar govori fiskalni svet. Mi bi sedaj morali biti recimo 3% v plusu. 3% BDP-ja v plusu, ne? Pa nismo. Ne? Pa nismo, ja. Ampak o tem se pogovorimo. Prosti Ivan, lepo je, da pohvalimo vlado takrat, ko si to zasluži. Jo boš lahko tudi ti pohvalil po oglasih. Ne odhajajte gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Ivan, ti meniš, da je treba čestitati še nekomu, ne? Poleg vladi Marjana Šarca za ta več denarja v proračunu? Torej, za več denarja v proračunu nikakor niti mi na kraj pameti ne pride, da bi čestital vladi. Torej, zato so odgovorni in zaslužni edino davkoplačevalci, ki vplačujejo v proračun torej preko davkov in prispevkov in oni so edini zahvalni. Vlada pa pač skrbi za drugo, za odhodkovno stran in tam pač naredi, kaj naredi. In letos, to je gre super, ne? In to je gre letos super, lepo so se poslali, tako da nimam kaj komentirati. Ok, hvala. Marko, ti, glede na to, da je ta rebalans kar hiter, ne, v bistvu januarja, prvi mesec letošnjega leta, pričakuješ še kakšen rebalans proračuna letos?
Če parafriziram znanega slovenskega šaljivca, ne? Ja. Če je proračun dober, je dober, če je slab, je pa slab. In zdaj, če je slab, pa bo še en rebalans. Ne? Ja, bomo pa še videli, če bo, ne? Slab ali dober. Magister Ivan Simič, Marko Polišič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, pomislite. Vlada Mira Cerarja, v kateri so bili Miro Cerar, Dejan Židan in Karel Erjavec, je za letošnje leto načrtovala 1,1 milijarde nižjo proračunsko porabo kot vlada, v kateri so Miro Cerar, Dejan Židan, Karel Erjavec, Alenka Bratušek in Marjan Šarec. Marjan Šarec in Alenka Bratušek nas tako očitno staneta 1,1 milijarde letno. To je bila nizkoproračunska 235. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali medijsko poročanje o aferah Kobal, Vilfan, Arsenovič in Prešiček. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.